En prav lep dober dan vsem skupaj. Gregor je moje ime. Spremljam Olimpijo, še posebej letos, drugače pa že kar nekaj časa in danes bom malo spregovoril pred tekmo sezone, po mojem mnenju, za Cedevito Olimpijo, tako v Evropskem pokalu kot nasploh. Nasprotnik, jasno, Virtus Bologna, verjetno eden izmed, če že ne največji favorit Eurocapa, z zelo zanimivo pestro zasedbo na igrišču z Milošem Teodošićem, Markom Bellininijem na čelo in pa prekaljeni igralski in trenerski maček na klopi Italijanov, Saša Aleksandar Djordjević, legenda. No. Kakorkoli, kot rečeno, gre za tekmo sezone, samo predstavljamo si lahko, kakšne bi bile stožice, kakšno bi bilo vzdušje, če bi stanje v državi in po svetu omogočalo ogled tekme v živo. Žal tega v tem trenutku ni možno, ampak ne moremo zdaj jokati za tem. Lahko smo srečni, da je Olimpija v takšnem stanju, situaciji kot je. Za današnjo zmago bi si že zagotovili napredovanje v top 8, se pravi med 8 najboljših ekip v drugem najkakovostnejšem evropskem klubskem tekmovanju na stari celini. Kar že da neko sliko, pove nekaj o letošnji sezoni Cedevite Olimpije. Mislim oziroma mnenja sem, da je letošnja Cedevita Olimpija ena izmed boljših zasedb v zadnjih letih, če ne celo najboljša, vse tja nazaj do Eurolige z Juretom Zdovcem. No. Zelo poletna ekipa, ki jo je sestavil strokovni štab z Sanjem na čelu. Mislim, da so fantje ujeli eno odlično ekipo, odlično kemijo v ekipi, nad katero bdi Jurica Golemac, ki je pred kratkim dobil zasluženo, moram reči, podaljšanje njegove pogodbe, tako da bo na klopi ljubljanskih zmajev ostal še nekaj časa z možnostjo podaljšanja še za več, kot sem dejal, zasluženo. Da je odličen trener, je dokazal že v Primorski. Skratka, rezultati so tukaj. Olimpija igra odlično košarko, dobro je vodena. Mogoče več ni toliko poudarka na obrambi, kot smo bili navajeni iz časov Zmaga Sagadina, ampak košarka, časi so se spremenili. V napadu izjemno korigirata igro Peri in pa Blažič, ki sta dve glavni violini letošnje sezone. Ponudbe zanju, kot smo slišali, so že prišle. V bistvu me veseli, da smo jih uspeli zadržati, čeprav bi verjetno finančna pogača v Olimpijino blagajno bila kar zajetna. No. Kakorkoli, fajn je, da se izpelje sezona do konca in da se naredi čim boljši rezultat. Zdaj, kot prvo se ponuja pač možnost v Evropi, da se nekaj naredi. Mislim, da bo prav današnja tekma eden izreden pokazatelj, kje dejansko Olimpija je. Na prvi tekmi so sicer gladko slavili Italijani, pokazali vso svojo moč, ampak danes se igra na ljubljanskem terenu, na domačem prizorišču. Sam sem osebno čakal tekmo ABA lige proti Crveni zvezdi, ki je bila zaradi znanih razlogov prestavljena. Mogoče bi bil tisto največji test letošnje Olimpije, pa vendarle danes prihaja, kot že rečeno. Mislim, da se imamo resnično zaveseliti odlične predstave, tako z ene kot z druge strani. Upajmo seveda na končno zmagoslavje zmajev. Bomo videli, tale tekma resnično lahko izjemno dosti da, mogoče celo kaj vzame v primeru poraza, upajmo, da ne. V tem primeru bi potem sledila tekma proti Budućnosti in bi zelo verjetno odločala o zadnjem potniku iz te skupine v nadaljevanje tekmovanja. Tega si seveda ne želimo, kajti v Podgorici je teren izredno težek in odnesti skalp danes izjemnega Virtusa bi bilo izjemno. Ogromno bi tole pomenilo, ne nazadnje to, kar potrebuje Olimpija, napredovanje v naslednji krog. Več torej danes, nekaj po 8 uri, ko se tekma začne.
Moja napoved je, da bo Olimpija vendarle presenetila, da tako rečem, da bo vstopila v tekmo nekoliko bolj motivirana, lačna zmage, na drugi strani nimajo pri Bolončanih nič za izgubiti, tako da to bi rekel, da je ena voda na mlin ljubljanskim košarkarjem. In pa da s to predstavo nekako zaokrožimo eno dobro sezono, ki seveda še zdaleč ni konec, ampak da se potegne neka črta, naredi korak naprej. Mislim, da je danes primeren čas za to. Hvala, da ste spremljali tole analizo. Vkolikor bi vas zanimalo še več, kar nekaj košarkarskih predstav Ljubljančanov je na mojem kanalu, sicer pa, če veste ali ne, malenkost bolj spremljam veliko NBA, Luko Dončića in pa naše mlade košarkarje. Še enkrat, Gregor sem bil z vami, obilo užitkov ob današnji tekmi, dajmo Olimpija, srečno.